Državni zbor je sprejel odločitev. Zoran Janković, kandidat za mandatarja, je dobil 42 glasov. Tole bomo pokomentirali. Del poslancev je naredil en izjemen precedens v zgodovini slovenskega parlamentarizma in ni prevzel niti glasovnic. Se zdi ta poteza nenavadna, sporna, hkrati slovenski parlamentarizem kaže v zelo nenavadni luči. Te na tej točki izzivam za nadaljevanje. Ali stvar je legalna, temu pač ni mogoče oporekati, je pa definitivno v popolnem nasprotju z neko politično kulturo in predvsem je pa paradoksalna, zanimivo paradoksalna. Po eni strani naj bi s tem preprečili neko korupcijo. Češ, da potencialni mandatar je trgoval, skratka, da je kupoval neke glasove, kar je seveda teoretično možno, ampak zgodilo se je pa natanko to, da so lideri teh strank potrdili nezaupanje v svoje lastne poslance. Torej, če ti poslance enostavno odsekaš od tega, kar je njihov početje, to je glasovanje, ne, ta del pa dejansko lahko je protiustaven, glede na to, da ustava govori, da poslanci niso vezani na nikakršna navodila. Se pravi, smo v paradoksalnem položaju, ko po eni strani lahko rečemo, v redu, zadeva je legalna, po drugi strani imamo pa resen dvom o tem, pravzaprav je zadeva ustavna. Namreč ne samo, da poslanci niso vezani na nobena navodila, ampak tudi so predstavniki vsega ljudstva. To ljudstvo konec koncev za njihovo delo, v tem primeru za glasovanje, plačuje davke in jaz bi tako rekel, za danes jaz nisem prepričan, da bi jim privoščil dnevnice. Definitivno ne, ker ne samo to, da je ven politične kulture na psu praktično in celoten politikum na psu, tem kot državljani bi lahko pravzaprav razglasili stečaj naše države kot politični stečaj, ampak pravno pa stvar še vedno deluje. In seveda, zdaj, če smo pri ustavnih razmišljanjih, odločilno je, kaj reče poslanc. Mi lahko po ustavi rečemo, poslanc je zavezan svoji lastni presoji, nihče nima pravice vplivati na njega. Zdaj, če bodo oni rekli, saj nihče ni vplival, mi smo se s tem strinjali, potem jim formalno nič ne moramo, ampak pod vidikom pravne kulture pa je že samo dejstvo, da ti poslanca ne pustiš glasovati objektivno, tako sporno, da lahko dejansko rečemo, da o pravni kulturi tukaj zelo, zelo težko govorimo, čeprav ne gre za kršitev ustave. Mislim, težko jo dokažeš, ampak lahko jo pa vidiš. Ja, mislim, jaz bi tukaj nadaljeval, pa bi rekel, da je naravnost šokantna, da je k tej eroziji pravne kulture kar precej prispeval doktor pravnih znanosti Gregor Virant, ki si že zaradi profesije, po moji oceni, tega ne bi smel privoščiti, hkrati je pa človek predsednik parlamenta in bi moral skrbeti za to, da v tem visokem domu pač neki regelci pa neko spoštovanje forme obstaja. Zdaj poskušajo biti parlamentarno dialektično in poskušajo krivdo poiskati na drugi strani. Če ne bi včeraj Zoran Janković naznanil, da ima glasove, dodatne glasove, lahko bi jih pa imel samo za preprodajo glasov, verjetno ne bi dal razloga za to, ampak seveda jaz se strinjam. Virant si tega iz profesionalnih in vseh drugih etičnih razlogov, ki jih je seveda postavil na prvo mesto, nikoli tega ne bi smel privoščati. In če so Jankoviću očitali, da je koruptiven, potem ni lepo, ampak je pa razumljivo, medtem ko na drugi strani ugraditi potencialno koruptivnost svoje lastne poslance in reči, zdaj jim bomo pa odvzeli pravico do glasovanja zato, da jim ne bi prišlo na pamet. Mislim, to pa je dejansko erozija parlamentarizma, tista najhujša možna. Zdaj smo v precej nenavadni situaciji, ker ne vemo, kako se bodo stvari razvijale naprej. Predsednik republike je na potezi, 14 dni časa ima, da predlaga bodisi novega mandatarja, bodisi istega mandatarja, oziroma v 14 dneh lahko pričakujemo tudi, da če predsednik republike ne potegne te poteze, da sami poslanci, 10 poslancev, predlagajo mandatarja. Aritmetika je takšna, da Janša kot potencialni novi kandidat za mandatarja
koalicije ne more sestaviti, če ga ne podpre Desus. Ja. Tukaj je ključ v Desusu in Virantu, vse ostalo je praktično že definirano in preprosto obvladljivo. Desus bo verjetno se obnašal pač interesno, vendar vedno se je. Virant je pa v tem smislu, oziroma njegova lista pa seveda nepredvidljiva. Ampak kakorkoli, če sem prav razumel današnje dogajanje, je Janša že povedal in najavil, da on vlade z zapičlo večino, to se pravi 46 glasovi, ne namerava sestavljati. Torej igra na karto mehko bolj močne koalicije in zdaj bo pač zanimivo videti to naslednjo proceduro, ki bo dala tudi nekaj odgovorov za nazaj. Ali se bo Virantova lista Gregorja Viranta obnašala, ali bo prizorila enako predstavo, ali bo določil protokol pogajanj, ali bodo pogajanja trda, neizprostna, skratka programska, ali bo v tem vladal molk in tako naprej. Vsa ta ritual, vsa ta procedura bo verjetno izredno pojasnjevalna za nazaj. Potem bo pa seveda mogoče trasirati trende. Na vsak način meni osebno se zdi, da ta pot, ki je zdaj začrtana, nekako vodi v nek neoliberalen model bodoče vlade, ki bo poskušala ponoviti mandat 2004-2008. Je pa tukaj neka precej paradoksalna situacija, mislim, ki je spet unikatna v slovenski parlamentarni zgodovini, namreč da še nismo imeli vlade, v kateri bi mandatar dejansko prihajal iz stranke, ki ni dobila volitev. So se dogajale kakšne izjeme, recimo v krajših časovnih obdobjih, recimo leta 1992 v drugi polovici leta, ko je Drnovšek vodil takšno vlado, in pa leta 2000, ko je dr. Bajuk spet vodil vlado, ki so jo sestavljale stranke, ki na volitvah niso zmagale. Zdaj, naslednjih dneh bo treba biti pozoren, a se nam pravzaprav obeta neka ponovitev te situacije, vendar pa v neki popolnoma drugačni podobi, namreč v podobi, da bi stranke, ki so na volitvah bile dejansko poražene, vendarle čez zadnja vrata prišle do tega, da vstopijo na Gregorčičevo, kjer so prostori vlade. Na vsak način so razmere rahlo kaotične in pravzaprav se mi zdi, da se potrjuje teza, da nihče v pravi meri ne more nadzorovati učinkov teh volitev in pa dogajanja, ki ga pravzaprav prinaša kriza. Jaz osebno sem samo kot državljan seveda in kot opazovalec, analitik, če hočeš, zadovoljen nad samim dejstvom, da ključni vzvodi za to, da ta država sploh funkcionira, ne tičijo v tej veji oblasti, ampak po eni strani tičijo pač v stabilnosti samega pravnega sistema, po drugi strani pa v Bruslju, kjer poteka monetarna politika in reševanje vojaka evra. Drugače pa, to se pravi, Slovenija si ta trenutek, kakor se grdo sliši, ta teater lahko privošči, absolutno pa ne vzbuja nikakršnega upanja, predvsem pa nikakršnih načrtov ni mogoče videti, zato ker v bistvu se dejansko dogajajo ad hoc situacije, ki jih pravzaprav nihče ne nadzira, čeprav poskuša vzbuditi vtis, da je to vse nekako zračunano in tako naprej. Mislim, ti računi, kot kaže, se ne izidejo in mislim, da se v prihodnosti, da se bo to še pokazalo, da bo stvari bolj zapletene, kot so videti ta trenutek. What's the name of the game? Jaz mislim, da je to potem še zadnja točka, ki je treba razčistiti. Situacija v Sloveniji v tem trenutku ni vezana zgolj na predčasne volitve, pa na komponiranje nove vlade, pa na komponiranje razmerij moči v državnem zboru, pa na sestavo koalicije, pač pa gre za vprašanja, ki so širša. Pravi, gre za vprašanja, ki se tičejo zlasti velikih gospodarskih sistemov, Mercatorja, Nove Ljubljanske banke, konec koncev verjetno nekje v prihodnosti zavarovalnice Triglav, tukaj je še nek Telekom, ki finančno ni ravno lahek zalogaj, in verjetno še kakšni veliki sistemi. Konec koncev najavljena so strani spodletelega mandatarja Jankovića tudi velika dela Luka Koper, drugi tir železnic in
Ne smemo pozabiti na te 6 tudi. Ne, Tako, ne. To je, se mi zdi, ključ. Ja. Ključ se mi zdi v tem, da se ne odpirajo, mislim, zelo simptomatično so v bistvu ta dražgoško, protidražgoška dogajanja oziroma sentimenti, ki se dvigujejo v zvezi s tem. Mislim pa, da gre za zelo, zelo hladno in čvrsto računico. Mogoče bi videl politični motiv za prevzem oblasti pri drugem verjetnem mandatarju, pri Janši, predvsem v tem, da na ta način mogoče goji iluzijo, da bo lahko obvladoval procese, ki so pač proti njemu. Ne. Ampak sicer pri recimo Gregorju Virantu in tudi prej pri Jankoviću bi jaz kot državljan rekel preprosto, sledimo denarju, bodimo zelo pozorni, kaj se dogaja. Časi idealizma so minili in preprosto ti ljudje ne izkazujejo več zadostne mere idealizma, ker če bi ga, potem ne bi bili priča takemu teatru in takemu zaročevanju reševanja krize, kot smo mu priča bili do zdaj in posebej danes.